Lej, ko imamo enake napise. A ja, sem ti najbrž hočeš šet v Beijing. Ja. Ne, jaz grem sam na kofe, lej, imam že sendvič pa vse to. Tle še ško najdu. Dobrodošli z mano ob novi kitajski znamki, ki je najverjetneje še ne poznate. No, nekateri najbrž niti ne znate pravilno izgovoriti tega, potem nekateri mogoče ni jasno, zakaj je tukaj med lučmi še en tak zanimiv napis, če se pa model najbrž imenuje takole. Ja, prav imate. Tole je BAIC, Beijing Automotive Group, nekoč tudi Beijing Automotive Industry Corporation, BAIC. Beijing pa piše tukaj, zato ker je to pač del imena. Tole je trenutno njihov največji model pri nas, imenuje se X7. Vem, tukaj zadaj na testnem piše še X75, ampak na vašem bo pa že X7. Bom poskušal vse skupaj poenostaviti, da boste videli, da to ni kar ena znamka. BAIC obstaja že od leta 1958, so med 500 največjimi znamkami vsega sveta in letno proizvedajo več kot 1,7 milijona vozil. Lani so imeli okrog 58 milijard evrov prometa in samo v oddelku R&D, torej za razvoj, imajo zaposlenih več kot 12 tisoč inženirjev. Pod njihovim okriljem je znamka Foton, ki je najbrž tudi ne poznate, je pa največje podjetje za izdelavo gospodarskih vozil na svetu. BAIC od leta 2003 sodeluje s Hyundaijem in Mercedes-Benzom, leta 2009 so kupili intelektualne pravice za Saab, od leta 2013 je 30% lastnik BAIC International postal ravno Mercedes-Benz, BAIC pa je 3 leta zatem postal več kot tretjinski lastnik Fujian-Benz. Gre skratka za pravi konglomerat z lovkami, ki so v bistvu povezane bolj kot pri naših politikih, s tem, da BAIC saj izdeluje nekaj. In spet pričakujem kakšen jezen mail od nekoga, ki je zafrustriran, češ da naj se držimo avtomobilov in ne politike. Grem raje nazaj k avtomobilu, tokrat sem vam za začetek hotel samo predstaviti znamko, da boste vedeli, kam jo umestiti. Tole je skratka model X7, 4,75 metra dolg križanec, kar pomeni, da je znotraj prostora res ogromno, pomeni pa tudi, da ga boste na cesti težko zgrešili, ker je pravi kolos. Pa tudi zato, ker precej dobro izgleda, sploh zadek je meni všeč s tistimi lučmi pa z osvetljenim napisom Beijing, spredaj običajno teh svetlečih povezovalnih prečk ne maram, ampak je ta tudi dovolj diskretna in ozka, da me v bistvu sploh ne moti. Najbrž so njihovi inženirji slišali, da meni to ni posebej všeč in so dali eno tako bolj elegantno. Notri vam takoj povem, da boste prijetno presenečeni nad materiali in nasploh nad vsem, še posebej, ko boste slišali ceno. Spet je vse v usnju in spet govorim zato, ker je to očitno kar ena stalnica, prostora je zelo veliko, spredaj se sedi zelo udobno in zadaj tudi, predvsem pa je zadaj na sredini celo ravno dno. Opažam pa eno specifiko kitajskih proizvajalcev, to, da raje namenjajo več prostora potnikom zadaj in je posledično manjši prtljažnik. Pa se mi ta ideja po svoje zdi kar malo hecna, ker je povprečen kitajski prebivalec visok ne toliko kot jaz, pa jaz res nimam nikoli problema s prostorom za noge, ampak evo, prodajajo svoje avtomobile tudi v Evropi, pa potem to že pride bolj prav. V avto se velikokrat pelje več potnikov kot prtljage, zato mi je v bistvu ta filozofija po svoje všeč. No, usnje na sedežih, pa krasna ambientalna osvetlitev, ki se je zdaj sicer ne vidi, ker je presvetlo, in nasploh zanimivo okolje je tukaj spredaj. Pred sabo imam digitalne merilnike, tukaj na sredini celo 2 velika zaslona in v bistvu vse asistenčne sisteme, pa radio, ki pozna DAB. To moram posebej omeniti, ker ga pri vseh kitajskih avtih pač še ni. In zdaj smo že vajeni, da imajo Kitajci radi 1,5 litrske turbobencinske motorje, ker je prav takšen tudi tukaj. 130 kW moči ima, to je 177 konjičkov, zato se v bistvu čisto podobno premika, vam pa ne bo treba predstavljati, ker za to skrbi 7-stopenjski robotiziran menjalnik. Švok 10 sekund pa boste z mesta pri 100 na uro, kar je za takšne sorte križanca čist ok, ker itek z njim pa z družino v njem ne boste divjali. Sistem deluje dobro, edino menjalnik cukne pri samem speljevanju oziroma takrat, ko boste od njega zahtevali preveč in boste želeli biti dinamični.
Kadar se boste vozili umirjeno, je ok in takrat je tudi poraba s slabimi 9 litri čist dovolj dobra. Ne pozabiti, tole je precej velik avtomobil. Bolj kot dinamično vožnjo, ki je ne mara posebej, moram tukaj pohvaliti udobje. Ko se boste vozili umirjeno, bo prav prijeten, nikoli ne pretresa grdo, raje nežno zaplava čez neravnine, kar bo večini sopotnikov v bistvu bolj všeč. Zato je tudi krmiljenje bolj lahkotno in ne tako zelo natančno, kot smo vajeni pri evropskih avtih, ampak za tiste bolj sproščene sorte, da boste uživali v umirjeni vožnji in vsem tem prostoru, ki ga tukaj res ni malo.